mislim, da imamo tak čuden kip, ki meni predstavlja tak strah. Izziv Momo je prevara, ki se je začela širiti po aplikaciji WhatsApp. Zdaj pa ga lahko zasledite tudi na Instagramu in Snapchatu. Izziv ni pravi, lik Momo pa je le umetniško delo. Če Moma ne želite videti, si za nekaj sekund zakrite oči. Takole. Tole je japonska umetniška skulptura, narejena za razstavo v Tokiu leta 2016. Tam ni bila deležna pretirane pozornosti, najbrž zato, ker si tako lepe umetnine nihče ne želi v dnevni sobi. Če ga dobro pogledaš, se zdi, kot da je bil ves dan na vlakcu smrti v zabaviščnem parku. Kaj pa vam? Kokoš, ki je zamenjala glavo s klovnom. Podivjana kura, ki je nekaj dobila v hrano. Kako je nesrečna skulptura dobila ime Momo in kdo je vse to začel, ni znano. Avgusta 2016 je fotografija njegove glave zakrožila po aplikacijah, posamezniki so dobivali grde fotografije, Momo pa jih je pozival k neprimernim izzivom. Z njim nisem imela nobenega stika, sem pa probala ga poklicati in mi je napisalo nedosegljiva številka. Torej, Momo ni resničen in ne pošilja sporočil, tudi klical vas ne bo, še manj obiskal. Na drugi strani telefona se skriva nepridiprav, ki vas želi samo prestrašiti. Če te Momo pokliče, zavrni klic, gotovo imaš pomembnejše opravke, recimo ogled naših prispevkov na YouTubeu. Kot pa da se lotiš trapastih izzivov, ki ti jih v imenu Moma mogoče nalaga sovrstnik, ki je včeraj proti tvoji ekipi izgubil igro med dvema ognjema. Da se ga neham bati, si poskusim dodati še neke stvari ali pa izmisliti zgodbo, kaj se je z njim zgodilo, pa da je ta zgodba smešna. Če se vam Momo še vedno zdi strašen, si lahko vsaj malo oddahnete. Skulptura je namreč že razpadla, zato je umetnik zavrgel. Vam pa vseeno svetujemo, da pri takih stvarih malce premislite in ne odgovarjate na neznane številke. Tisti, ki stoji za tem, lahko neha zaradi tega, ker ne bo s tem nič dosegel.